Na razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju so razstavljena velikonočna jajca iz vse Slovenije. Čeprav so zelo krhka, so nekatera stara že več kot 100 let. Za njih uporabljamo različna imena: pisanice, pisanke, pirhi, remenke, rumenice. Pobarvana in poslikana jajca so značilna za pomladni čas in spremljajo veliko noč. To je največji krščanski praznik, ki je časovno povezan z luno. Vedno ga praznujemo na prvo nedeljo po spomladanski luni. Zato je velika noč včasih v mesecu marcu, včasih pa v aprilu. Pirhe, ki so velikonočna jed, se lahko pobarva z naravnimi barvami, ki jih dobimo iz rdeče pese, čebulnih listov, žafrana, špinače. Lahko pa se jih okrasi z različnimi tehnikami. V Beli krajini pisanice krasijo s čebeljim voskom. Gospa Nevenka je svoje otroštvo preživela v Beli krajini. Preselila se je v Ljubljano, a nikoli ni pozabila, kako se krasi belokranjske pisanice. Gospa Nevenka s pisalko, ki ima lijaček za vosek, piše po jajčni lupini. Vosek se topi nad plamenom. Ko je jajce okrašeno s črticami, trikotniki, srčki, križi, pikami, kronicami, cvetlicami ali napisi, ga potopi v barvo. Tam, kjer je vosek, se barva ne prime. Postopek lahko ponavlja z več barvami. Vosek odstrani tako, da jajčno lupino segreje in obriše. S tem pa jajce dobi tudi sijaj. Z leti je gospa Nevenka postala prava mojstrica okraševanja in vsako leto izdela skoraj toliko pisanic, kot je dni v letu. Najlepša okrašena jajca so namenjena obdarovanju. Včasih so bila tudi ljubezenska darila, ki so jih ljudje hranili vse življenje. Kako jih tudi ne bi, ko pa so tako čudovita. S tistimi samo pobarvanimi pirhi pa še danes na velikonočni ponedeljek potekajo različne igre, kot so sekanje s kovancem, valjanje ali trkljanje in tolčenje. Pri teh igrah se zelo zabavajo tudi otroci. Najbolj zagnani pa priredijo tekmovanja. Veste, v nekaterih evropskih državah pravijo, da zvončki ali pa zajčki prinesejo velikonočna jajca. Pri nas pa je še vedno navada, da jih pobarvamo in okrasimo sami in jih potem tudi komu podarimo.